izdelitev matematično vesolje. Meni je veliko veselje, da lahko predstavim današnjega predavatelja, dr. Aljaž Ule. Gospod Ule je zaključil svoj študij uporabne matematike na Univerzi v Ljubljani in magistrski študij na Univerzi na Nizozemskem. Doktoriral je leta 2005 na fakulteti za ekonomijo in ekonometrijo Univerze v Amsterdamu. In tam je zdaj zaposlen kot docent in raziskovalec. Svoje raziskovalno delo je oblikovala najvišja pohvala Univerze v Amsterdamu. In kot gostujoči raziskovalec je deloval na različnih tujih univerzah, New York, Barcelona recimo, in med drugim je objavljal vrhunske znanstvene članke v revijah Nature, pa tudi monografijo, ki je izdana pri Springerju. Veliki koraki. No? In zdaj veselje nam je, da leta 2007 sodeluje z Univerzo na Primorskem, kjer tudi predava teorijo iger in mikroekonomijo. Danes nam bo povedal nekaj o matematiki solidarnosti. Poželjam, da se veselimo tega predavanja. Že nekaj let nazaj so bili odlični odzivi in res hvala za današnji večer. Fino, če ljudi začnejo ploskati, če ti ne začneš govoriti, potem je problem, ker če ne poveš dovolj dobro, pa ti ne ploskajo na koncu. Včasih je bolj počakaš in da počakaš. Jaz upam, da bom kaj zanimljivega povedal. Jaz sem enkrat zdaj smo se pogovarjali mogoče 4 leti, 5 leti, ko že imel predavanje tukaj. In sem takrat govoril o enem področju, ki se mu reče teorija iger. In smo se zelo lepo takrat pogovarjali, cel kup enih formul smo pisali po tabli. In ko so me zdaj vprašali še enkrat pred pol leta, če bi lahko prišel predavati, so rekel, da lahko seveda in da lahko pač mogoče še enkrat isto povem, mogoče bodo drugi ljudje, pa je bil odziv nekak ne, zdaj pa treba čisto nekaj drugega povedati. In zdaj malo tako, jaz sem takrat že izčrpal večino svojega matematičnega dela, ki je dovolj dostopen splošni javnosti. Vse ostalo, kar bi lahko govoril, z veseljem povem, ampak po mojem za veliko ljudi ne bo glih najbolj zanimiv. Tako da sem jaz potem malo spremenil svojo temo in pa smo prišli do tega, da bi jaz lahko govoril o drugem modelu svojega raziskovalnega dela, ki se ukvarja pa mečkem bolj z analizo, modeli, teorijami in raznimi pristopi k takim vprašanjem, ki jih bom pa zdaj jaz najprej postavil, ker se mi zdi tako, da so taka vprašanja, ki jih je dobro, da se najprej mi sami malo vprašamo. In eno vprašanje, s katerim bi lahko začeli, je a je ta svet dovolj pravičen? Kaj zdaj mislimo? Vprašanje za $1 milijon. Vprašanje za $1 milijon? Ja. Binarno. Ja, ne vem, to, kaj vi mislite, če bi vas nekdo vprašal, bi rekel, ja, ne. Moji študenti. Čisto lahko je ni, ni dovolj pravičen. Ni dovolj pravičen, Moji študenti tudi pravijo, da ni, Ok, pa drugo vprašanje dajmo narediti, A je v vašem osebnem življenju dovolj pravičnosti? Tako. Ne. Se treba boriti, Se treba boriti, bi radi imeli več pravičnosti, No, ne vem. Moji študenti se tukaj že niso čez zihar, a je ali ni, In potem tretje vprašanje, a ste vi pravični, A ste, kaj mislite za sebe? Kdo od vas bi rekel, da ni pravičen?
Moji študenti ne bi rekli, da niso pravični, ampak tudi ne bi rekli, da so pravični. Nekako, da je taka stvar, ker nočemo biti zelo veliko sebi. V bistvu nočemo si tega vprašanja niti postaviti. Ker postane odgovor mogoče večkrat preveč kompliciran. Ne? In zdaj sta dva razloga, zakaj ta odgovor postane kompliciran. Eden je, da seveda mogoče nočemo sami o sebi pri teh stvarih razmišljati. Druge pa ena stvar, do katere bom prišel malo kasneje, pa ne bi rad če zdaj omenil, zato bi rad postavil še eno malo tako vprašanje, ki se pa malo večkrat pojavlja. Ne? A je na svetu dovolj solidarnosti? Kaj mislite, ga je ali ni? Oziroma, kaj bi rekel, če je solidarnosti od 1 do 5, recimo solidarnosti od 1 do 5, koliko solidarnosti je na svetu? Ne? 2. Že nekaj smo odpadnoga, ne? Sem jaz delal dosti v športu, v športnih kolektivih, pa je, sem nekaj 2 na let, sem predpravljal, da bi mogli biti morda več, recimo, ne? Ja. Mogoče ni enakomerno razporedena? Solidarnost, ne? Ja. Super odgovor. Ja, super komentar, ja. Jaz predavam predmet solidarnost, ne, nizozemskem in se dosti ukvarjam s tem. Sicer prav raziskovalno sem ukvarjal s solidarnostjo, ampak pač z modeli solidarnosti, pa s teorijami iz različnih smeri. Ne. Pri tem povezujem svoje osnovno znanje matematike, svoje kasneje pridobljeno znanje ekonomije, pa zdaj znanje mojih sodelavcev, ki pa je z različnih področij. Na eni strani je to iz biologije, evolucijske biologije, na drugi strani socialne psihologije in evolucijske psihologije in skupaj pač nekako sestavljamo ta predmet in ga tudi predajam v sodelovanju z socialnimi psihologi, tako da s predavanjem se tudi jaz zelo veliko naučil o solidarnosti. Ne? In bom malo govoril o teh vprašanjih. Ne, danes. Še preden pa začnem govoriti o teh vprašanjih, pa mogoče bi bilo pomembno, da razložim, kako sem jaz pravzaprav prišel do vseh teh problemov. Zakaj sem jaz zdaj se ukvarjam z njimi, pa nekdo drug, pa zakaj s temi problemi, pa ne s kakšnimi drugimi. Pa glede na to, da smo na izletih v matematična obzorja, bi bilo mogoče pomembno razložiti, kakšno vezo ima zdaj matematika z vsem tem, zakaj je pomembna in zakaj sem jaz recimo končal tukaj. Torej, jaz sem začel pred dolgimi leti, meni se zdijo dolga leta, mogoče vem, meni se zdi, že kar nekaj let nazaj, v 90-ih sem študiral matematiko v Ljubljani, matematika v Ljubljani in sem tam študiral 4 leta in je bilo potem vprašanje, kaj bi delal naprej, ali bom ostal na fakulteti, ali ne bom. In je nekako, sem imel 2 problema. Prvi je bil, da nekako v tistih časih je bilo pomembno, da greš v tujino, če si hotel delati kaj na univerzi. No, se zdaj tudi, ampak v tistih časih je en del generacije začel odhajati v tujino in potem smo vsi začeli o tem razmišljati in na fakulteti so nam rekli, ja, to je super, pejte, ne. Se je začel malo iskati po tujini, kaj bi lahko počel. Druga stvar je bila pa v zadnjem letniku študija sem odkril eno področje, ki se reče teorija iger, o tem sem govoril pred leti. Je v bistvu teorija strateškega odločanja, kako bom mečkam prišel do tega malo kasneje. To se mi je blazno zanimivo, vedno me je zanimalo družboslovje in naravoslovje in ta neka povezava. In v teoriji iger sem to odkril, v bistvu matematika, ki se je da uporabiti v razmišljanje o takih družboslovnih problemih. Potem sem naredil diplomsko nalogo iz tega in sem rekel, da sem iz tega delal naprej magisterij pa doktorat in se je skazalo, da v Sloveniji tega ni. V Sloveniji preprosto teorije iger ni bilo. Nihče tega ni predaval, nikjer nisi mogel tega študirati
In nekako sem potem ugotovil, da moram v vsakem primeru iti v tujino. In sem mislil malo, kam bi lahko šel in se mi je slučajno ponudila ena priložnost, da bi šel na Nizozemsko za 1 leto delati magisterij iz nečesa, čemu se reče operacijske raziskave. Tako da sem odletel za 1 leto na Nizozemsko, v neko mesto, ki se reče Enschede, in sem delal operacijske raziskave. Kaj so operacijske raziskave? To so modeli optimizacije, kako se optimizira sistem. Metode optimiranja. Prosim? Metode optimiranja. Ja, večinoma so to sistemi in znotraj tega je bil en predmet teorija iger. In to sem se rekel, super, bom šel zdaj na ta magisterij, da bom lahko tisto teorijo iger poslušal. Jaz sem res se zelo zagrel za to teorijo iger, mi je bila zelo všeč. In potem pa 1 leto sem hotel priti nazaj in v Sloveniji še zmeraj ni bilo ničesar, kar bi lahko recimo nekdo s teorijo iger počel. Tako da so mi potem ponudili doktorski študij v Amsterdamu in jaz sem to z veseljem naredil, ker tisto mesto Enschede je bilo predvsem dolgočasno, tam se ničesar ni bilo. In sem jaz rekel, se bom nas preselil v Amsterdam in bom delal doktorat naprej iz operacijskih raziskav. In to sem delal 2 leti in sem potem nenadoma odkril, da na moji fakulteti obstaja oddelek, ki se ukvarja s teorijo iger, specifično s teorijo iger. In ne samo to, ukvarjajo se z povezavo med celim kupom enih stvari. Na eni strani med modeli v teoriji iger, med modeli strateškega odločanja, modeli, ki jih ekonomski teoretiki uporabljajo, ki so zelo taki, matematiki jih imajo zelo radi, te modele, ki so zelo elegantni, zelo uporabni, apliciraš jih lahko na cel kup različnih stvari, ampak edin problem je, da so napačni. In jih ekonomisti uporabljajo že enih 100 let, zaradi tega, ker se jih da uporabljati, ker jih lahko razložiš tistim, ki sprašujejo, ki iščejo ekonomske modele družbe, pa politike, pa ekonomije. In se nekako te modeli zelo dobro prodajajo, so vse. In hkrati pa so ekonomisti že 50 let nazaj ugotovili, da malo šepajo te modeli na nek način. Tako da se ta oddelek ukvarjal z testiranjem teh modelov, pa se z vprašanjem, koliko je zdaj to pomembno, da te modeli niso čisto natančni. In tukaj je zdaj teorija iger zelo pomembna, meni je to zelo všeč in sem jaz po 2 letih zamenjal oddelek in začel svoj doktorat pisati še enkrat od začetka. In to sem šel na oddelek, ki se mu reče oddelek za eksperimentalno ekonomijo. Kaj pa je zdaj to? Do tega bomo tudi danes prišli, eksperimentalna ekonomija. To je pa neko področje, ki se ukvarja z testiranjem ekonomskih teorij v laboratoriju na ljudeh. Bomo hvala prišli do tega. Tukaj sem naredil doktorat. Sem dobil nagrado, ki je on omenil in če dobiš to nagrado, potem ti kar avtomatsko ponudijo službo. Jaz sem takrat prišel spet nazaj v Slovenijo, še enkrat s trebuhom za kruhom in še zmeraj v Sloveniji ni bilo, neradno, nimamo nočno. Tako da sem pustil, sem željeval, vmes sem šel v Španijo za 2 leti, ker pač na Nizozemskem je tako, da ne smeš ti takoj po zaključenem doktoratu ne moraš kar službe dobiti na istem oddelku. Ti moraš, ko doktoriraš, iti nekam drugam. In če si tam dober, potem te mogoče lahko čez par let nazaj pokličejo, če ne pa ne. Nimajo radi tega, da pač nekje doktoriraš, pa kar tam ostaneš. Dobro, tako da sem šel pa v Španijo in res po 2 letih, zelo po 1 letu že so mi rekli, da bi radi, da pridem nazaj. Sem dobil to službo in takrat naprej delam tam. Potem pa sem nekako končno najdel nekoga, ki ga zanima to, kar jaz delam, to so bili ljudje tukaj na FAMI, tukaj so pa mi omogočili, da sem vsaj deloma prišel nazaj v Slovenijo in leta 2007 predavam en predmet na leto, letos prvič predavam 2. Tako. To je zdaj moja zgodba in zadnjih 10 let delam na 2 univerzah, na
univerzi v Amsterdamu in na Famnitu in približno pol leta sem tam, pol leta sem tukaj in mogoče se bom v nekem trenutku mogo odločiti, ki hočem biti, ampak zaenkrat še nekako funkcionira tako pretlen. Tukaj predavam teorijo iger, v Nizozemskem predavam pa tudi teorijo iger, pa mikroekonomijo, pa teorijo solidarnosti, vedenjske stvari. Dobro, tako, to sem jaz, ne? In zakaj so ta vprašanja zdaj pomembna, pa iz kje pravzaprav pridejo, ne? To se mi zdaj tudi zdaj pomembno povedati. Ne? V ekonomija ima naslednji problem. Ekonomisti, teoretski ekonomisti oziroma te univerzitetni ekonomisti so dostikrat velikokrat soočeni z vprašanji iz strani, ko se temu reče, oblikovalcev politik, ne, policy makerjev, raznih nasvetih, tudi potem prihajajo do njih tudi podjetja. In zdaj, mi ekonomisti sami so ugotovili, da če hoče biti konsistentni v svojih napovedih, morajo oblikovati modele, ki nam govorijo, kako se ljudje odločajo, kako se znotraj ekonomij ljudje odločajo in iz teh modelov razviti napovedi celotnih ekonomij. Se pravi, ekonomski model izgleda približno tako, ne? Tole je ekonomija, tukaj noti ogromno posameznikov in zdaj idealno bi bilo, da mi vsakega tega posameznika opišemo z nekim matematičnim modelom in potem, ko imamo z vsakega posameznika model, lahko naprej analiziramo, kako oni med sabo, kako izgledajo interakcije med njimi in iz tega mogoče uspemo napovedati nekaj o celotni ekonomiji. Ne? Se pravi, model pride tukajle, oziroma tukaj so predpostavke o posameznikih. Tukaj pa potem ven pride napoved o ekonomiji. Ne? Napoved o ekonomiji. Tako. Tako približno ideja je, da moramo vsi uporabljati podobne modele, zato da bomo konsistentni v naših napovedih. Ne? Če bo en ekonomist uporabil en model, drug model, potem bojo te oblikovalci politik čisto zmedeni. Ne bomo niti ekonomisti sami ne bomo konsistentni in po drugi strani, če se strinjamo o tem, kater model imamo, potem ga lahko testiramo. Ne? Ga lahko preverjamo na razne načine, recimo do pred 50 leti ali pa mogoče še manj, do pred 30 leti, so ekonomske modele preverjali tako, da so vzeli napoved modela, pa so ga primerjali z realnostjo. Model je napovedal, naslednjih 10 let bo zadeva izgledala tako pa tako, potem si počakal 10 let, si pogledal, kako je zadeva res izgledala in si primerjal z napovedom. Če je bila ogromna razlika, potem je bilo nekaj narobe z tem modelom. Tako je približno izgledal dolga leta. In tukaj se je prišel do enega matematičnega problema. In to je, da če ti hočeš imeti konsistenten model enega tazga sistema posameznikov, mora te predpostavke biti zelo enostavne. Lahko bi jih naredili težje, ampak če bi jih naredili težje, potem ta zadeva ni več obvladljiva matematično. Vstaj za nivo matematike, ki so ekonomisti poznajo, ampak se poznajo kar veliko matematike. Ne? In zato se nekako, recimo enih 100 let nazaj, ko še ni bilo računalnikov pa teh stvari, se je, ali pa mogoče 50 let nazaj, se je nekako izpostavil, da obstaja en model, ki je zelo uporaben. In zelo lepo se ga da aplicirati na take sisteme. In ta model je naslednji. Tele so predpostavke. Prva predpostavka je, da imajo ljudje lepo oblikovane preference, temu lahko rečemo želje. Vejo, kaj jih zadovoljuje, pa kaj jih ne. S tem model začne. Temu se v ekonomiji reče preference. Zdaj tisti, ki ste
matematiki, to je v bistvu neka taka relacija na množici izber. To pomeni, preference so, če imaš ti dve možnosti, znaš povedati, kjer ti je bolj všeč. To je vse, kar imaš povedati. To je vse, kar zahtevamo. Torej, katerekoli izbiro dobiš med dvema možnostima, znaš povedati, katera od te dveh možnosti ti je bolj všeč. Leva ali desna. V skrajnem primeru znaš reči, da ti je vseeno med njima dvema, da ste ti enako dobre. Ta predpostavka je, da so preference kompletne. Prav, na kjerokoli primerjavo dobiš pred sebe, boš znal se odločiti. To pomeni, da se znaš odločiti na nek način. To je prva predpostavka, kompletne preference. Druga predpostavka je, da te preference niso čudne. Ne? Čudne preference bi bile pa naslednje. Ne? Recimo, da imamo na izbiro eno banano, eno jabolko, eno hruško. Banano imaš rajši od hruške, od jabolka. Jabolko imaš rajši od hruške in hruško imaš rajši od banane. Katera je zdaj najboljša? In tukaj je problem, če bi imel take preference, v bistvu ne moramo povedati, katera izbira je za tebe najboljša. Temu se reče netranzitivne preference. Torej, druga predpostavka je tranzitivnost. Potem je pa še tretja predpostavka, ki pa je pomembnejša. To je pa predpostavka, da če imaš na izbiro 3 hruške ali pa 4 hruške, boš zmeri izbral 4 hruške. Če imaš na izbiro 3 jabolka ali pa 4 jabolka, boš zmeri izbral 4 jabolka. In tako naprej. In edina alternativa, ki jo ekonomski teorija dovoljuje, je takšna. Če imaš na izbiro, da ti nekdo stopi na nogo 3-krat ali pa 2-krat, boš izbral 2-krat. Torej, vse stvari na svetu se razdelijo na dve vrste. Tiste, ki jih imamo radi čim več, in tiste, ki jih imamo radi čim manj. To sta edine možnosti, ki sta. Temu se reče več je boljš kot manj. Več je bolje kot manj. To so osnovne predpostavke. Potem se doda temu samo še ena ideja racionalnosti. Racionalnosti pa preprosto pomeni, da spoštuješ tele preference in da zmeri izbereš tisto stvar, ki jo imaš najrajši, iz možnosti, ki jih imaš. To so take predpostavke, ki se načeloma vsi strinjamo z njimi. Jaz, ko to učim svojim študentom, pa jih vprašam, kaj pravijo v teh predpostavkah, težko prideš zdaj na dan z kritiko teh predpostavk. In iz teh predpostavk lahko razviješ osnovni model ekonomskega odločanja. Iz tega modela, ta model je dovolj matematično enostaven, da lahko iz njega izpeljaš dinamiko celotne ekonomije. In na tem modelu v bistvu temelji že, zdaj bo mogoče že 100 let ekonomske teorije. Samo tole, nič kaj drugega ne rabiš ven dodati. Recimo zanimiv model, tisti, ki ste mogoče kdaj bili v stiku kaj z ekonomijo, je naslednji. Takole, trg se opiše na tale način. Tukaj narašča cena, tukaj narašča količina, cena je price, količina je quantity, in trg je v bistvu sestavek dveh vrst akterjev, prodajalcev pa kupcev. Kupci
za kupce lahko pišemo z eno takole krivuljo, ki pade navzdol. Kaj to pomeni? Če je cena zelo visoka, bojo kupili zelo malo stvari. Če je cena zelo nizka, bojo kupili zelo veliko stvari. To je vse, kar rabimo. In tole krivuljo lahko dobimo ven iz tega modela. Na drugi strani imamo prodajalce, njihova krivulja je takšna, višja kaj je cena, več so pripravljeni prodati. V tej točki tukaj rečemo ravnovesje, zaradi tega, ker v tem trenutku, pri tej ceni, pri tej količini, se proizvede ravno toliko, kolikor se potrebuje. In to je točka, v kateri je ekonomija najbolj učinkovita. Ta model napove, da bodo na prostem trgu ljudje sami prišli do te točke. In če ti v trg začneš žokati, bo ekonomija šla ven iz te točke, kar pomeni, da boš prišel do neučinkovitosti. Žokaš pa lahko na različne načine v trg. Lahko recimo daš davek, pa se potem zadeva prestavsa. Lahko koga prisiliš v trgovanje, tudi ko ne bi hotel, da trguje, pa se zadeva prestavsa. To je zdaj osnovna zgodba ekonomije, ker nastaja iz enega takega enostavnega matematičnega modela. In ekonomisti so se enih 50 let nazaj začeli spraševati, pa mogoče malo manj, no, 50 let nazaj so se začeli spraševati v redu, ampak iz kje, a ta model, dajmo zdaj testirati ta model, a je ta model sploh dober, a sploh dobro napove, kaj se zgodi na trgu. In so šli na borzne trge in so ugotovili, da v bistvu borzni trgi so v tej točki. To je bilo prvi, to je bilo nekje v 60-ih letih. En gospod Milton Friedman je v temu napisal en članek in za njega dobil Nobelovo nagrado. Zadeva je zelo bolj komplicirana, kot zdaj tukaj govorim, ampak nekako glavna zgodba je bila ta. On je rekel, ne rabimo tega modela spreminjati. Enih 30 let nazaj, pa mogoče pa v 70-ih letih so začeli, to je že več kot 30 nazaj, v 70-ih letih so začeli laboratorijsko preverjati ta model. Vzeli so 10, takole so vzeli razred študentov, pa so rekli, vi ste kupci, vi ste prodajalci, so jim razdelili neke cene, pa vrednosti, pa so jih pustili, da so med sabo trgovali. Zdaj, študenti niso vedeli, da je krivulja takšna. Oni so imeli samo v roki neke zadeve, ki so bili nekako modeli teh preferenc. Ampak, ko so raziskovalci gledali, kako študenti med sabo trgujejo, so tudi ugotovili, da trg pride sem. To je bila močna potrditev tega, da v ekonomiji ne potrebujemo bolj kompleksne matematike, kot je ta. To je bilo v 70-ih letih. Potem pa se je skazalo, da zdaj seveda niso tako preproste. Prišlo je do raznih borznih zlomov. Izkazalo se je, da obstaja cel kup trgov, na katerih ta zadeva ne bo dobro funkcionirala in na katerih moramo poseči, pa jih regulirati, pa jih upravljati, drugače bojo šli v tri krasne. To so pomembni trgi, to so trgi za zavarovalništvo. Trg zavarovalništva, če ga ne reguliraš, pa upravljaš, pa če ne postavljaš pravil gor, bo šel daleč stran od te točke, iz raznih razlogov. In se je potem nekako pokazala potreba po temu, da bi pa vsem mogoče se začeli spraševati o teh naših posameznikih, pa v teh predpostavkah, ki jih imamo v ekonomiji, in so prišli matematiki spet nazaj sem. Kar je bilo treba, ker se je postavilo naslednje vprašanje. V redu, tudi če mi zdaj ugotovimo, da se naši posamezniki ne obnašajo tako, kot smo mi tukaj predpostavili. A bomo lahko sploh karkoli napovedali kot ekonomisti? Zdaj, ekonomisti sami znajo, bojo mogoče razvili boljši model posameznika,
Ampak potem mora nekdo vse tele njihove interakcije, vse tele povezave med njimi začeti analizirati, pa nekako prijeti iz tele predpostavke do ekonomske napovedi in matematično nenadoma ta zadeva postane blazno komplicirana, če začnemo tele stvari spreminjati. In tukaj sem jaz, ne? Jaz sem tale del, ki se zdaj prehaja iz sem do sem. Delam laboratorijske poskuse o temu, kako se ljudje odločajo in poskušam priti do izboljšati te klasične modele, ne, da bi prišli do ekonomske napovedi. Tako, ok. In se lahko vprašamo naslednje stvari. Ne? Kaj od teh predpostavk, ki jih imamo tukaj, je treba spremeniti, da bomo dobili boljši ekonomski model? In imamo dve možnosti. Ena možnost je, da gremo preverjati predpostavko racionalnosti. To pomeni, da ljudje vejo, kaj je dobro za njih in se res odločijo, vedno izberejo tisto, kar je za njih najboljše. To je v bistvu zelo močna predpostavka. V resnici se da narediti poskuse, ki se bo izkazali, da ljudje ne znajo čist, da se v bistvu ne znajdemo tako dobro v svetu, kakor tale predpostavka pove. En primer, kakor bom mačkem kasneje dal, je, da smo ljudje malo nekonsistentni. Ne? Da bomo znali, če bom vprašal, imaš raj banane od jabolk, boš rekel banane. Če da bom pa vprašal, imaš rajš jabolke od banan, boš pa rekel jabolka. Zdaj sem malo poenostavil, ampak jaz znam narediti poskus, kjer bodo ljudje obrnati svoje preference, če bom malo drugače vprašal, kaj imajo rajš. In tukaj imam en primer, ki ga bom pa zdaj, da pa lahko gremo na malo nekaj pisati za nekaj časa, da bomo šli na tole eno vprašanje, ki sem ga jaz postavil mojim študentom v Amsterdamu. Ne moram plast. Zdaj pa ne bomo znati tega, da bo prteniš. Kje je to zdaj problem? Mogoče, se je ugasil. A se ugasil? Grem še enkrat. A ne, se že prežgal. Ja, zdaj se spet zaganja. Ne, šla bi ona. Dobro, bom jaz povedal. Torej, mojim študentom jaz na začetku predmeta solidarnost. Predmet traja mesec in na začetku gre na prvih vajah in dam en vrsto enih poskusov za narediti. In oni ne vejo, zakaj gre v teh poskusih. Ampak kaj jaz naredim? Jaz imam 16 skupin študentov. 16 študentov je 250 in jih razdelimo v 16 skupin. In v vsaki skupini dam isto vprašanje, pa ga mečkam drugače vprašam. In kaj mene zanima? Zdaj, tole imam v angleščini, bom prevedel v slovenščino, več žal nisem mogel vsega prevesti. Takole je prvo vprašanje. Ne? Recimo, da imamo na voljo 3 možnosti. Tole so evri, razdelimo jih pa med dva posameznika. V prvo razdelitev je, da bo en posameznik dobil 95 evrov, drugi pa 175 evrov. Druga možnost je, da oba dobita 110 evrov in tretja možnost, da prvi dobi 115, drugi pa 135. Katera je najboljša? Zdaj se vprašam in dobim take odgovore. Ne? A vidite eno zanimivo stvar? Najboljša, prva stvar je, da se ljudje nekako ne strinjajo o tem, kjer je najboljša. Različne ljudi vprašaš, dobiš različne odgovore. Ne? Druga stvar je, da večina ljudi izbere toleta zeleno. Kaj je toleta zeleno? Če boste primerjali BPC,
V izbiri C oba dva dobita več. Ne? Prvi dobi 5 evrov več, drugi dobi 25 evrov več. A vsem ljudje izberajo rajš tole. Ne? To je zdaj popolnoma, te izbire ne moramo opisati nobenim matematičnim modelom, nobenim ekonomskim modelom. Ne? Lahko delaš kar hočeš, pa ne boš mogel tudi tega. Skupno naš denar je prijane. Prosim? Skupno naš denar je prijane. Ja, ne. Skupno zdaj se... Največ skupaj je tukaj, ja. Tega pač ne dobiš. Je hecno, ne? To je prva stvar. Druga stvar je. Katera je pravična, ne? Ja. Katera je pravična, ne? In zdaj A ni več, ne? B je zdaj najbolj pravična in to nam malo pove, zakaj so prej ljudje mislili, da je tudi najboljša. Ampak še ena stvar je, ne? Tam nekaj 30% ljudi se ne strinja s tem, ne? To pomeni, da kaj je pravično je malo subjektivno, ne? Za enega je ena stvar pravična, za drugega je druga stvar pravična. V bistvu to vprašanje, ki sem ga jaz postavil prej, je napačno vprašanje. Ne? Jaz v bistvu ne moramo, absolutno sploh ne moramo definirati, kaj je pravično. Bomo šli malo kasneje do primera, ko boste to videli še bolj očitno. Ne? Takole. Okay. Zdaj pa jih vprašam, ne, katero bi pa vi izbrali. Katero bi izbrali. Ne? In zdaj pa pomembno, kdo si ti, ne? Ali si ta prvi, ne? Ali si ta drugi. In če si ta prvi, bo večina izbrala C. Ne? Tukaj dobijo mogoče največ. In če si drugi, ne, bo večina izbrala tale A. Torej, čist različne odgovore dobim, glede na to, kako vprašanje postavim, pa kam postavim osebo. Ne? To so ta vprašanja, ko se mi sprašujemo o pravičnosti, to so pojmi, ki so nedefinirani, ki se pravzaprav ne da definirati. In zaradi tega v bistvu, ko jih uporabljamo, jih v bistvu v znanosti ne uporabljamo. In zaradi tega jih ekonomisti nočejo uporabljati. Vprašanje pravičnosti za ekonomiste ni pravilno vprašanje, ne? Ker pravičnosti ne moreš reči, da pravičnost je to pa to pa to. Sploh ne moramo definirati tega. In zaradi tega, kot pač raziskovalci ne smeš uporabljati. Lahko ga politiki uporabljajo, mi ga pač raziskovalci ga pa ne more. Ne? Za politike je pa super, ne? Ker lahko vsak noter najde, kar hoče. Ne? Pač, vsak lahko reče, da je nekaj pravično, pa nekaj ni. Ne? In ekonomisti zaradi tega gledajo na nekaj drugega, gledajo na učinkovitost sistema. In zaradi tega za ekonomiste pomembno, da smo tukaj, v tej točki. V tej točki smo izkoristili največ, kar smo lahko v ekonomiji. Ne zanima jih pa toliko pravičnost, oziroma ker pač ne moramo tega dobro definirati. Zdaj, to ne pomeni, da bojo ekonomisti nujno izbrali tega, ne? Ni nujno, je pa dolg časa to velja, da bi ekonomist rekel, torej pač tukaj je skupni zaslužek najboljši, ampak ni nujno, ne? Ok. Tole je prva stvar, ki sem hotel povedati, ne? Zdaj pa grem naprej. Zdaj moram pa najti ta pravo. Takole. Tale vprašanje, ne? Smo mi šli tudi, zdaj jaz nisem ta vprašanja samo postavil svojim študentom, ampak smo jih v bistvu... Tako, zato tudi nekaj dve uri. Lahko se določen prodajalec odloči, da bo dvignil ceno, proda manj, zasluži pa več. Ne. Če bo dvignil ceno, bojo vsi, ideja tega modela je, da tukaj zelo veliko prodajalcev. Če bo eden dvignil ceno, bojo kupci vsi začeli hoditi v drugim prodajalcem. Morajo vsi prodajalci hkrati dvigati ceno, to se pa težko zmenijo. Čeprav bi se jim splačalo med to nelojalno konkurenco. Ja, seveda bi se jim. To je težko se dogovoriti, če jih je... Na slovenskem trgu recimo ni toliko težko. Konkurence, ja. Jaz lahko vam naredim celo predavanje o konkurenci potem, ampak ta model je bil v bistvu bolj namenjen temu, da sem razložil, zakaj ekonomisti vztrajajo na teh enostavnih predpostavkah v svojih modelih. No,
Mi smo še ta vprašanje testirali v laboratoriju. Tako da izgleda naš laboratorij, v katerem delamo v bistvu eksperimente z ljudmi. Tako da v vsakem so taki boksi, za vsakem sedi en študent, oni pridejo noter, dobijo pred sabo eno odločitev, jo sprejmejo in za tisto odločitev so oni plačani. Takoj po poskusu na roko, toliko, kar so zaslužili v poskusu, dobijo zares in grejo. In to je pomen, v temu se razlikuje naše poskusi od poskusov recimo v psihologiji. V ekonomiji je ideja, da ti ko delaš poskus, ga moraš narediti zares. Odločitev ne sme biti hipotetična, ampak mora biti ta prava odločitev. Ko recimo delamo poskuse o trgu dela, mi v bistvu študenta zaposlimo. Oni pridejo v laboratorij za 1 uro in mi jim damo nalogo, to so lahko neumne naloge, ne vem, tukaj je 10 strani teksta, poiščite vse napake v tekstu. In več, ko si napak najdel, več denarja boš dobil. In potem lahko gledamo, kako jih zdaj motiviramo, da bojo bolj delali, manj delali, da bojo bolj sodelovali v svojem delu, take stvari. Vse odločitve morajo biti takšne, kot so zares. To je pomemben teh naših laboratorijskih poskusov. Torej, mi smo ta poskus naredili, in smo se vprašali sebičnosti in imamo recimo takole. Prvo vprašanje je bilo tako. Izberi eno od teh dveh možnosti. Jaz dobim 2 evra, ti 4, ali pa mi dva oba dobiva po 3. Ok. Kaj mislite, da bo ljudje izbrali? Čisto, vsi bojo izbrali bolj. Seveda. Kaj pa če zamenjate? Meni 4, pa tebi 2. Kaj pa zdaj ljudje izbrali? Ja, 40% ljudi bo izbral B, 40% ljudi. Spet, to zadevo klasični ekonomski model ne more razložiti. Lahko pa moderni, ekonomski modeli to razložijo. Kaj pa če nam takole? Meni 4, pa tebi 6, ali pa obema po 3. Pisno sprašujete Nemca ali koga to se znajo? Nizozemce. Nizozemci ne veljajo za zelo dobrodelne ljudi. Oziroma, v bistvu so dobrodelni, kar mogoče nima takve slovesa. Nizozemska je mogoče najbolj solidarna država na svetu. Po pokazalcih. Več jih bo B, po moje. Ja, dobiš zmeraj več. Ja, ima samo... Prej A ima zmeraj več kot B. Meni je to zdaj interesantno. Težka, ne? 40% ljudi bo B izbrali. 40% ljudi bo izbrali B. Zdaj pa lahko to probite razložiti, to je zelo težko razložiti. Ampak 40% je tu zelo veliko ljudi. Se pravi, ekonomska teorija ima izziv, da to razloži. To je pač zelo tak težek problem. To je vse. Vse pravičnost, sebičnost. To je vse noter, kaj boš zdaj... Veš, trpim samo zdaj. Tako je. Tako, to so taki poskusi, s katerimi smo se mi soočali in smo mogli začeti s tem delati. Zdaj bom pa imam nekaj govoriti o pravičnosti, pa bom šel naprej na solidarnost, bomo prišli nazaj na pravičnost na konec tega dela. Solidarnost je en drug tak pojem, ki ga je zelo težko opredeliti, zelo težko ga definirati, razložiti, pa spraviti kakšnekoli modele, no, ampak ekonomisti so vseeno to začeli analizirati in bom na tem modelu zdaj malo pokazal, kako se ekonomska teorija začela razvijati, pa kako se te moderni matematični modeli odločanja izgledajo. Tole je ena definicija solidarnosti, ki sta jo dala prva dva avtorja, ki sta se s tem ukvarjali. Tale gospod Rainer Cetten je dobil Nobelovo nagrado za ekonomijo, sicer za neke druge stvari, ne za solidarnost, ampak velja za zelo tako veliko avtoriteto. Kaj je solidarnost? Je pripravljenost pomagati ljudem v stiski, ki
in to tistim ljudem v stiski, ki so nam podobni, pa ki so žrtev nekih zunanjih okoliščin. Ki so zdaj par pomembnih stvari v tej definiciji. Ne? Prvič, za solidarnost si moramo biti podobni. Ne? Moramo razumeti, da tam na drugi strani je nekdo, ki bi bil lahko tudi jaz, pa nisem. Ne? Druga stvar je tisti, ki nesreča si ni nekdo sam nakopal, ne? Ampak nekaj mu je nakopalo, ne? Ni imel sreče v življenju. Tako. In tretja stvar, pripravljenost, solidarnost bo potem došlo, ko se bo nekdo odrekel nečemu, zato da bo pomagal nekomu drugim. Se pravi, ti odrečeš eni svoji stvari, zato da boš nekomu drugim pomagal. In tukaj kršimo tole predpostavko več je bolje od manj. Tukaj je nekdo, ki je pripravljen imeti manj, zato da bo nekdo drug imel več. Spet je ena stvar, ki v teh klasičnih ekonomskih modelih do takrat ni obstajala. Ne? Takole sta ona da predlagala, da naslednji model solidarnosti. Kako bi lahko zdaj solidarnost mi res preverjali, testirali, analizirali? Se rekel, predpostavljamo takšno situacijo. Imamo 3 osebe in za vsakega bomo vrgli kocko. Če bo padlo 3, 4, 5 ali pa 6, potem bo ta oseba dobila 10 evrov. Če bo padlo pa 1 ali pa 2, bo pa ta oseba ostala brez vsega. In mi gremo zdaj po razredu, po 3 damo, mogoče ne vejo, kdo je s kom skupaj, in pred vsakim vržemo kocko in eni bodo imeli, eni pa ne. Se pravi, za vsake skupini imamo več skupin, vsaki so 3, se pravi, v eni skupini imaš lahko nobenega poraženca, lahko imaš 3 poraženca, ampak zelo verjetno boš imel enega ali pa 2. Preden vržemo kocko, vsakega vprašamo, da sprejme 2 odločitve. In to je, če zmagam, bom poražencem podaril ena izbira, če bo en poraženec, druga izbira, če bosta 2 poraženca. Se pravi, te 2 številke moraš napisati in ti si se zavezal, da boš to res naredil, če boš zmagal. Ne? In zdaj vsak mora to napisati, potem te liste poberemo, gremo okrog, pomečemo te kocke, potem pa v vsaki skupini pogledamo, koliko je poražencev, pogledamo te številke in ta denar prenesemo od tistih z 10, tistim od nič. Nas seveda zanima, kakšne številke bojo ljudje napovedali. V tej igri gre za res. Oni bojo res teh 10 evrov dobili. Ali pa manj. In to so ljudje, ki pridejo na naš poskus, ki nimajo denarja. So študenti, ki hodijo na naše poskuse, so študenti, ki res jim je pomembno dobiti ta denar. Dobro. Kaj se zgodi? Najprej klasična ekonomska teorija pravi, nihče ne bo daroval. Nobene solidarnosti ne bo in v bistvu je čisto brez veze solidarnost, ker ne poveča učinkovitost sistema, sploh generalno. Ampak, seveda, solidarnost zmanjša nekako neenakost v sistemu. In neenakost je zadeva, ker naredi sisteme nestabilne. Zdaj, to bi mogel biti v dinamičnem modelu, da bi to razložil, ampak pač to zdaj približno vemo. Če bi hotel popolnoma enakopraven sistem, bi mogel vsak izbrati 3 pa 1/3. Kjer obe 2 vrednosti bi mogli biti enake 3 pa 1/3. Zdaj pa gremo spet na angleščino, se pripričujem, tukaj sem prevedel, tukaj nekaj še nisem. Tole so pa povprečja. 2,5, če je en sam poraženc, pa 1,5, če sta 2 poraženca. Se pravi, to bi dal vsakemu. Zato, samo 6% ljudi je res tistih najbolj solidarnih, 6%. Ampak kaj je bilo zanimivo, je, da ljudje nekako niso se odločali v teh poskusih tako, na način, ki bi ga lahko nekako zajel s to idejo racionalne odločitve. Oni niso pri vsaki odločitvi razmislili, kako se bojo odločili, ampak so preprost
večina ljudi je sledila enemu vedenskemu pravilu, ki so ga od nekje prinesli, mogoče so se ga naučili, mogoče so jih po izkušnjah tako bilo, ampak prekršili so tudi tole predpostavko racionalnosti. Ne? Recimo, kakšni so take zanimive vrste odločanja. 21% je tistih res sebičnih. Kar pomeni, da 80% ljudi ni sebičnih. 80% v naših poskusih. To je zelo velika številka. In vsekakor za ekonomijo, za ekonomsko teorijo je to presenetljiva številka. Ne? 80% ljudi ni sebičnih, 20% pa je. Ne? Večina ljudi, 50% je takele vrste. Odločajo se, koliko so pripravljeni dati za neko zarevne, recimo. Ne? Koliko so pripravljeni dati za tiste, ki nimajo sreče. In potem jim je čisto vsem, koliko je teh, ki nimajo sreče. Če je eden, bo imel pač srečo, ka bo zelo veliko dobil. Če jih je 10, si bojo pač mogla razdeliti tisto, kar sem jaz se odločil, da bom dal zarevne. Ne? To so tisti, ki so pripravljeni dati en fiksen delež svojega denarja za pomoč, za recimo olajšanje težav v situacijah nesreče. Ne? 16% je takšnih, ki rečejo, vsakemu, ki bom srečil, pa bo reven, bom dal 1 evro. Ne? Torej vsak, ki ni imel srečo, bo dobil od mene isto vrednost. In potem imamo še 11% takih, ki jih mogoče ne moramo v te 3 skupine dati. Okay. Ja, ampak kaj nam mogoče bolj zanimivo bilo, ne, je naslednja stvar. Tole si pogledamo. Tole so moški pa ženske. Teli gor so sebični, te so pa vsi ostali, ne? A vidite to, ne? Zdaj, tole pa tole. To je, moški so veliko bolj sebični, ne? Ženske pa so redkokrat sebične, po teh klasičnih ekonomskih modelih. Ne? Kar nam pove neki v ekonomskih modelih, ne? Kdo jih je razvijal? Razvijal so jih moški, ne? Šele zdaj v zadnjih 20 letih se je v ekonomiji začelo govoriti o tem, da je na ekonomskih področjih premalo žensk, da je ekonomska teorija samo nekako enospolna in tako naprej. In mogoče vidiš, da so ljudje pač moški imajo pred sebe noter opisovali, ne? Dobro, ampak spet ne vsi moški. Ne, niso to vsi moški, ne? Tole je še ena mačkem bolj zanimiva razpredeljenca. Namreč, tole so študenti ekonomije, to so pa vsi ostali. Pri vseh ostalih, tole so moški, to so pa ženske. Od tele dva stolpca so moški ne ekonomisti, pa ženske, ki ne študirajo ekonomijo. Zdaj, majčken razlik je, ampak ni zelo velik, ne? Ko pogledaš na moške študente ekonomije, pa ženske študente ekonomije, nekako spet spadajo sem, ne? Tukaj so pa moški študenti ekonomije, ne? Oni, v bistvu vsa nesolidarnost, ne? Ki smo mi v poskusih zaznali, so oni, ne? In to hočem povedati, koliko težko je zdaj razviti en model, ki bi nekako splošno veljal ki bi ga lahko ti potem vrgel matematično na neko sistemsko analizo in iz predpostavk dobil ven napoved. Zelo težko je, ker moraš toliko enih stvari poznati. In toliko ljudje smo si toliko različni. Minister za finance bi mogel biti lepši spolen. Ja, mogel imeti ministrstvo za finance. No, se ne vem. Ok. To, ne, ekonomisti to poznamo, so to ugotovili leta 1981. Prej tega skupaj ni vedel. In vprašanje je, zakaj so ekonomisti takšni, zdaj jaz tukaj pa naredim celo predavanje o temu, da ni čisto jasno, ne, a je to, a mogoče sebični ljudje grejo študirati ekonomijo, ne, ali te študije ekonomije naredi bolj sebičnega, ne. In to smo šli seveda analizirati, smo naredili poskuse,
med tistimi, ki so se ravno kar opisali na študiju ekonomije in po mislim, 2 letih študija ekonomije in smo ugotovili, da v bistvu je druga razlaga. Študija ekonomije te naredi sebičenega, ampak samo moški. Ker samo moški tako naivno verjamajo po te enostavne predpostavke o ljudeh. Te ženske predpostavke. Tako da, je zelo velik pomen v ekonomiji, da se to predstavlja naprej. Zdaj pa gledamo samo še 5 minut. Še nekaj na pravičnosti povedal. Recimo, v vzhodni Evropi je veliko manj solidarnosti, kot v zahodni Evropi. Če gledaš vzhodno pa zahodno Nemčijo, v zahodni Nemčiji je 2-krat več solidarnosti, kot v vzhodni Nemčiji. Problem je, da pač v vzhodni Nemčiji so bili navajeni, da je solidarna država. In posameznikom ni bilo treba biti. In niso nikoli razvili teh norm solidarnosti. Na zahodu pa vejo, da morajo drug pomagati, ker je pač ker sistem ne bo pomagal. In je to problem, da če institucionaliziraš solidarnost, boš morda uničil prostovoljno solidarnost. In je zelo težko nazaj priti do prostovoljne. Po 20 letih so ta poskus ponovili in so še zmeri razlike med vzhodno pa zahodno Nemčijo. In zahodni Nemci, ki se preselijo v vzhodno Nemčijo, se začnejo obnašati enako nesolidarno kot vzhodni Nemci. Kaj naredi ljudi bolj solidarne oziroma bolj radodarne? Zdaj, kako morate tole gledati? To sta dva različna poskusa. V temu ljudje niso mogli ugotoviti, s kom igrajo. V temu so pa videli, s kom igrajo. Tale 0 pomeni, da nisi čisto nič solidaren. Ali 0. 1 pomeni, da si popolnoma solidaren. Oziroma, da si vse, kar imaš, dal nekomu drugemu. Se pravi, si zamenjal. Vse, ki si dal minuto drugemu. Če se ljudje poznajo, bojo bolj solidarni, kot če se ne. Nekdo, če si sam kriv za svojo nesrečo, če je nekdo drug kriv za tvojo nesrečo. Če si sam kriv, ne bo solidarnosti. Ne bo to je zelo veliko. Družbena razdalja, če to je tvoja družina, tvoji prijatelji, prijatelji od tvojih prijateljev, prijatelji od prijateljev od tvojih prijateljev in tako naprej. To so delali na Facebooku ta poskus, so ugotovili, da pa solidarnost pade za razdaljo. Ekonomska razvitost. Poskus so delali v različnih državah, od zahodnih demokracij do držav v razvoju, do, kako se temu reče, plemen v Papui Novi Gvineji. In izgleda tako, bolj kad si razvit, manj si solidaren. Starost. Študenti so najmanj solidarni. Starejši ljudje so zelo solidarni. Praktično vse dajo stran. In to bom zaključil s tem, da seveda ekonomisti so zdaj to zelo resno začeli gledati, že zadnjih, to zdaj že traja od leta 81, to je zdaj že skoraj 40 let, so razvili par modelov, mogoče malo primerov, 20 let nazaj so začeli to delati, zdaj je eden model turizma, ki pravi tako, če imamo dva posameznika, X pa Y, s temi premoženji X pa Y, potem bo zadovoljstvo posameznika podano s takole formulo. Klasičen ekonomski model bi rekel takole, če tole moj denar, pa tole tvoj denar, potem bo moje zadovoljstvo odvisno od mojega denarja, sploh ne bom gledal na tvoj denar, me čist briga. To je ta klasična predpostavka ekonomiji. Moderna predpostavka ekonomiji pravi ne, seveda boš gledal na svoj denar, ampak boš gledal tudi na denar nekoga drugega.
Zdaj, gledal boš, koliko zadovoljstva boš dobil pa od bogatstva svojega soseda, je odvisno od tega parametra. Ne? Ta parameter je lahko pozitiven ali pa negativen. Če je negativen, potem sovražaš bogatstvo soseda. Ne? Temu rečemo parameter altruizma in pove, kako zelo tale X skrbi za dobrobit drugega. Ne? Če si sebičen, potem je tale gama nič. Potem v bistvu sploh ne gledaš na dobrobit drugega. Če si altruističen, je pozitiven. Če si pa škodoželen, bo pa negativen. In vse je možno. In mi smo naredili pa ogromno, ne mi, pač se pravi eksperimentalni ekonomiji so naredili veliko poskusov in so šli oceniti tele parametre. Takole, ne? Enih 20%, Žiga, to so šli mogoče bolj spomeni, 20% je tle nekje okrog nule, ne? Enih 50%... Ja, bilo minus. 50% je bilo negativnih, ne? Ja. Polih je pa, ostali so pa nekje tam okrog ene polovice, ne? 20% ljudi v poskusih bo imeli tale parameter res zelo radodaren. Kaj ta parameter pomeni? Ta parameter pomeni, da se boš odrekel 1 evro, če boš na ta način dosegel, da bo to drug dobil 2 evra. Jaz sem napravljen plačati 1 evro, če boš na ta način ti dobil 2. 20% ljudi je takšnih, res altruističnih. Ne? Drug model, zavračanje neenakosti. Zdaj pa bo takale formula, ne? Zadovoljstvo je odvisno od mojega zaslužka, pa od razlike med mano pa tistim drugim. Se pravi, to je pa model, kjer boš ti bolj radodaren, večja, kot je razlika med zaslužki. Ne? Kaj te dela? To pomeni, da ti, to je tvoje zadovoljstvo, ampak tle je minus. Ta minus pomeni, da tebe dela nesrečnega, če so razlike med premoženjih prevelike. To so tisti, ki ne marajo razlik. Temu rečemo parameter, zdaj odvisno je pa tale parameter, če je ta parameter nič, potem ti je vse eno za razlike, veš samo na sebe. Če je pa večji od nič, potem pa zavračaš neenakost. In 30% ljudi v poskusih je imel ta parameter približno enak, nič cela 5. To so ljudje, ki, če so dovolj bogati, bojo darovali revnim. Ampak samo, če imajo več kot drugi. Ne? To so tudi ljudje, ki če imajo manj ki drugi, ne? Kot tisti drugi, bojo probali škodovati tistim, ne? Bojo probali zmanjšati razliko. To so ljudje, ki bojo v primeru, ki smo ga imeli prej. Jaz imam 4, ti imaš 6. To je bila prva opcija, ne? Druga opcija, jaz imam 3, ti imaš 3. Bojo izbrali pa drugo opcijo. Bojo izbrali tole. Rajš imam, da ima oba manj, samo da ima enak. To za ekonomsko teorijo, to pomembna stvar tega, res pač do pred 20 leti ni bilo v modelih. Ne? In zdaj, jaz bom tukaj končal, ker vidimo, da bomo nekaj. Jaz se pač zdaj ukvarjam, oziroma skupaj z Žigom, se ukvarjava, pa še tisoče drugih ljudi po svetu se ukvarja s tem, kako zainkorporirati take enostavne modele, ne, kot so tole, v celotno ekonomsko teorijo. Kaj za to pomeni za ekonomske napovedi? Kaj se sploh kaj spremeni? Ne. In ena zanimiva stvar je, da če postaviš take ljudi na trg, se bo obnašal ravno tako, kot če bi sebični. Ravno tako, kot tisti osnovni trg, v bistvu naredi ljudi sebične. To je v bistvu z ekonomske teorije super, ker taki ljudje so najbolj učinkoviti, ne? Sistemsko učinkoviti. Je pa res, da ne poskrbijo pa zelo veliko za enakopravnost in privede pač da veliko razlik. Ok, jaz bom tukaj končal, hvala da ste me poslušali. Ne? Hvala za super predavanje. Tako vprašanje? Kako se ženska odloči, če se posvetuje z moškim? Dobro vprašanje. Dobro vprašanje. Imamo poskuse, v katerih se odločajo skupine. Ne? Se pravi, mi, vse te poskuse, ki sem jaz omenil, so tako, da ti sediš za računalnikom, nekje sedi nekdo drug, ti ne veš, kdo je, in zdaj ti možno sprejeti eno odločitev. Ne? Seveda so obstajajo tudi poskusi, kjer se
skupina ljudi skupaj odloča. Ne? Zakaj je to zanimivo? Zaradi tega, ker naši modeli morajo ne bi opisali tudi delovanje podjetij. Podjetja pa niso en posameznik, ampak so skupine posameznikov. In znotraj skupin se marsikaj dogaja. Ne? Kdo bo zdaj prevladal, kdo bo vodja, kdo se bo komu prilagodil. Jaz prav odgovor na to vprašanje nimam, zaradi tega, ker bi mogel pogledati točno, kako se ženske, če je kdo že delal ta poskus. Če ga ni, bi ga mogel, ker je zanimivo vprašanje, ampak si predstavljam, da so to že delali. Ne? Da so recimo rekli, da imamo pare delati, v enem paru bosta dva moška, v enem bosta dve ženske, v tretjem bo pa moški pa ženska. Ne? Pa dajmo videti, kdo bo prevladal, recimo, pa kako bo zdaj izgledala ta dinamika znotraj timov, kdo bo prevladal. Ne? Kaj vemo o timih je, da so ponavadi bolj ekstremni, kot kar posamezniki. Vemo iz drugih poskusov, da ženske ne marajo tekmovati z moškimi. So bili recimo poskusi, kjer so morali ljudje, kjer so morali študenti rešiti neke naloge. Ne vem, mislim, da so mogli labirinte rešiti. Ne? In so bili plačani, glede na to, koliko labirintov so naredili, so rešili. In ni bilo veliko razlik, moški pa ženske so približno enak zaslužili. Potem so pa jim rekli, da bojo plačani glede na to, koliko labirintov so oni rešili, tako je bilo, ja. Isto, ampak tisti, ki je največ labirintov rešil, bo dobil bonus. In so samo moški povečali svoj trud, ženske pa ne. Razen, kadar so ženske samo po drugim ženskam tekmovali. Takrat pa so bile pa spet enak dobre, kot moški. Ne? Se pravi, nekaj se zgodi v interakciji med moškimi in ženskami, da ženske noče tekmovati z moškimi. Rade tekmujejo z ženskami. Zdaj, to je seveda zdaj v tem okolju nekih takih zelo suhih poskusov. Ampak si predstavljam, da če bi dal žensko pa moškega skupaj, pa bi se mogli v solidarnosti odločiti. Že mislim, da sem nekje videl, da če se timi odločajo v solidarnosti, so manj solidarni. Ne? Te procenti padajo, če se mora ena skupina odločiti, koliko bo dala drugi skupini. Zaradi tega, ker ti, ko definiraš, vi ste skupina, si že definiral socialno identiteto. Ne? Ko jaz kot posameznik se identificiram z ostalimi študenti. Če pa sem jaz kot skupina, ki moram pomagati drugi skupini, potem pa je moja identiteta znotraj prve skupine. Ne čutim več nobene lojalnosti drugih skupin. Ne? Tako da že tukaj bi bil problem, pa še posebej, ja, moški, ženska, verjetno. Pa sej, to bi mogli biti ekonomisti, ne? Moški ekonomisti bi, pač oni so tisti, ki to malo nižajo. Tako da je pa dobro vprašanje, ne? Tudi mene zanima, kaj bi se zgodilo. Ja. Smo recimo vprašanje, obstaja okolje, kjer bi mogoče ta parameter zapračen, lahko bil negativen, recimo tako si predstavljam v politiki, če bi hotel imeti rajš močnejšo koalicijo namesto veliko majhnih, ki so neodločeni. Bi preferirali velike razlike pred majhnim. Ne vem. Kjer bi bilo, ja. Da bi petali v negativnih. Ta model je sicer bil zdaj dosti kritiziran zadnja leta, ne? Tako da se je ogromno enih stvari naredil. Kaj se je zdaj skazali? Modeli, ki jih zdaj uporabljamo, so večkrat drugačni. Modeli, ki jih zdaj uporabljamo, upoštevajo še eno drugo stvar. To je pravičnost postopka. Ne? Ljudje, v bistvu, če smo nekje občutljivi, smo pa res občutljivi, to pa je zelo veliko študentov, če ko vprašaš, bojo občutljivi na to, da smo imeli vsi enake začetne pozicije. Če nismo imeli, tega pa res ne maramo. To pa smo pripravljeni res se bojiti za to, da bi imeli. Recimo, to se pokaže tukaj, ne? Če si ti sam kriv, da si reven, ti ljudje ne bojo pomagali. Ne? Če pa smo bili vsi enaki, pa si ti pač imel nesrečo, jaz pa ne, potem ti pa bojo pomagali. Ne? Tako da je v teh modelih zdaj se upošteva noter še, katere možnosti si imel pa namen se da nekako noter modelirati. To so te malo bolj moderni, tudi
ta modela zdaj že recimo skoraj 20 let star, zdaj so že malo močnejši in tam se je tudi več parametrov, pa imaš lahko razno-razne tipe vedenja, ne. Tako da seveda bi lahko imel, ne, to. Sam moramo ločiti dve stvari, ne. Eno vprašanje je, kakšne parametre ljudje imajo, drugo vprašanje pa, kakšni parametri bi bili dobri za stabilnost družbe, ne? Recimo, ali pa stabilnost koalicije. Ti lahko rečeš, za stabilnost koalicije bi bilo super, da imamo negativen beta, ne? Ampak če ljudje nimajo negativen beta, pozabo na to razmišljati, se daj vprašamo, kako z nestabilno koalicijo funkcionirati. Ne? Po drugi strani ta ekstrem v negativnosti pomeni, da ni demokracije. Nekako. Oziroma, ni pluralnosti, recimo. Ja. Neko pluralnost je zdrava, ne? Ja. Ekstrem bi glih pomenil, da si želiš čim večjih razlik. Se pravi, problem je bil drug ekstrem, če bi beta bil ena, si pripravljam vse narediti za to, da bi imeli vsi enak, pa tudi če vsem vse poberaš. To spet ni dobro, mislim, ekonomskega vidika to ni dobro. Ne? Da si želiš čim večjih razlik je malo noro. Ne? Ker tudi to ne pomeni, da boš uspešen. Ne? Da boš uspešen recimo, če bi te dal sem na trg, ne boš zelo uspešen s takim velikim, z negativnim beta. Ne? Na trgu jasno ne boš, da ni mislim, ne boš nič drugačno, ne boš funkcioniral kot drugi. Še kako vprašanje mogoče? Ja. Mislim, hotel še sem mogoče poprašati, na nek način ste se tega že dotaknili, to, da se preference, to moram raje, kot to ne spreminjajo, to se zdi zelo nerealistično. V bistvu obstaja ogromno tudi modelov, kjer opazujemo, če že pogledamo elections ali pa nekaj takega, koliko se to resnici ful spreminja, glede na to, koliko prezamo. Še eno dobro vprašanje, Ja, to je res. V ekonomisti se v bistvu teh teoretskih modelih niti ne sprašujejo o tem, so preference stabilne ali niso. Seveda niso. V bistvu preference tudi niso tako dobro oblikovane, kot imamo zdaj tukaj. Ne? Zdaj, sama ekonomska teorija načeloma dovoljuje, da vse te fenomene, da ti recimo danes se odločiš drugače kot jutri, nekako inkorporiraš v preference, ti lahko narediš preference, ti lahko daš časovno dimenzijo v procesu odločanja. Ne? Jabolko danes pa jabolko jutri nista nujno enake stvari. Ne? To se da. Je pa res, da je debata zdaj že dolga leta vre o tem, a so preference, ne so preference stabilne, ampak a prihajajo preference iz nas, ali prihajajo preference od zunaj. Če prihajajo iz nas, to klasična ekonomska teorija predpostavlja, to pomeni, da država recimo ne sme imeti nobene vloge v človeškem življenju. Ne? To implikacija je cela ta ideja osebne svobode pri odločanju, čim manj države, čim več posameznika. Ne? Na drugi strani je pa možno, je pa tako, ne, če so pa preference nam ugrajene, ne vem, iz okolice. Ne? Recimo, jaz se pelem, pa vidim nek velik poster, pa mi je všeč barva in zdaj se nenadoma zaželim iti na morje. Ne? Nima veze tista barva, ampak nekako ta barva je na mene vplivala. Ne? Če pa je tako, da so preference od zunaj dani, ne? Potem pa država ima vlogo. Ne? In ima vlogo za to, da skrbi, da ljudje ne bi postavili odvisniki, recimo. Ne? Če ti začneš jemati drogo, boš postal odvisen od njih. Se pravi, tebi so se preference spremenile. Ne? In država te mora zaščititi pred tem, da bi ti prišel sploh v to situacijo. Ne? In to sta dva skrajne načina razmišljanja o ekonomiji, ker pa v bistvu temeljite na tem, a so preference naše, ne? ali nam jih nekdo daje. Ne? Tako da se strinjam, super vprašanje, tako zelo. Ja. Življenje, ne? Težko izmeriti vse. Ja, ne, sploh se ne da. No zdaj, če mi več vprašanj, se dajmo zahvaliti
še enkrat, torej lep Hvala finale. za obisk.